Lepo zdrav, spoštovani, teden je spet na okrog, petek je spet tukaj, čas je za našo oddajo, čas je za to, da spet znova ni treba zardevati naslednjo uro. Z vami bodo danes Pop Design, potem Damjano, Jure, Miha in Boris, še enkraten vokalist Samuel Lukas in posebnost nocojšnjega večera tekstilni kotiček. To je to za štart, dobrodošli v nocojšnji oddaji. Testosteronski bom danes fuzbalski, namreč 4 megafinalisti se bodo pomerili med sabo v ročnem fuzbalu. Če ste spremljali pretekle oddaje, pol veste, za kaj gre vse skupaj. Zdaj dejansko, čisto po pravici, ne vem niti, ali je to boljše za ženske ali za moške. No, to, kar se bo dogajalo danes. Fuzbal se bo igral, pa dva glasbena presežka najmanj čakata na vas. Eno je Samuel Lukas, vrhunski interpret, vrhunski glasbenik, super dečko in kot številka 2, za sam začetek dejansko, skupina, brez katere 80 ne bi izgledala tako, kot so izgledala, in slovenska pop muzika ne bi bila takšna, kot je danes. Dame in gospodje, Pop Design! Pravljica se enkrat konča, odidejo vsi in važno ni, dobil nje je glavni junak. Kdo je heroj, kdo je bedak, in lahko se včasih čudež zgodi, da pozabil bom na tvoje vse grde stvari. Vem, da raje ti umrla bi, kot rekla oprosti mi. Sanjal sem, da nekje še živi, pravila, ki na glas govori. Mi govorim, da če si predober, si nocu podoben. Sanjal sem, da nekje še živi nekaj lepega, a to nisi ti. A dobro vem, da če si predober, si nocu podoben. Bogu smilim se in priznam, da trudil sem se, a vse zaman. Nekje v sebi čutim nemir, ker slutima predobro vem, da lahko se včasih čudež zgodi, da pozabil bom na tvoje vse grde stvari. Vem, da raje ti umrla bi, kot rekla oprosti mi. Sanjal sem, da nekje še živi dobra vila, ki na glas govori. Mi govorim, da če si predober, si nocu podoben. Sanjal sem, da nekje še živi
norcu podoben. Norcu podoben pop dizajn in Miran Rudan. Jeste. Dobro večer, spoštovanje. Lep pozdrav. Miran, izvoli sest. Z nami si bil že v eni prejšnjih oddaj kot, kaj rečejo, solo pevec si prišel takrat, ne? Pa v bistvu niti ne, glede na to, da je Miran Rudan le en, bom rekel, velik član skupine Pop Design, tako da bom rekel, kadar Pop Design ne more, potem pokličeš mene in pridem sam praktično. Okay. Naprej, A ti si dejansko blagovna znamka neke vrste? V bistvu ne, blagovna znamka je že Pop Design, ampak glede na to, da imamo mi tako ločena, naprimer, ne, od nule pa potem do tistega, kdo dela to, kdo dela uno, kdo dela tretje, bom rekel, smo glasbeniki dobesedno, bom rekel, en velik člen v samem bendu noter, ampak bom rekel, to je ratala dobesedno velika firma, s katerim, bom rekel, ni več nobenega heca. Do danes, leta 2018. Zdaj, če se vrnemo nazaj, leto 85, Košmerl, Marinšek, Drling, Tomažin, Čampa, to so začetki in pol. Tako je. 3 leta kasneje prideš ti. Rudan je prišel po, bom rekel, kako bi rekel, po eni veliki zadevi za skupino Randevu. Randevu, tako. Tako. Iz Randevuja dobesedno je bil moj prehod v pop dizajn in takrat dejansko smo prvič naredili tudi eno tako ploščo. Imenovala se je, pa še zdaj se imenuje Slava Vojvodine Kranjske in v tej plošči, bom rekel, je kar ene par hitov velikih, naprimer takrat je tudi meni, že spet na drugačen način, to, kar je bilo pri Randevuju, nekako sem ponovil vajo, naprimer pri pop dizajnu in takrat dejansko bi se ratala skupina dokaj uspešna. Veš, kaj me je vedno zanimalo? Si imel ti kakšne pomisleke, takrat kako dilemo pri sebi, da si šel iz Randevuja v pop dizajn? Točno vprašanje, bom rekel vsekakor, glede na to, da me je gospod Miro Čekilič takrat lovil celo leto in me hotel in pretepsti in vse skrbjecam se, ampak enostavno verjetno, da sem bil takrat tudi dokaj zanimiv človek, kar se tiče pevcev, naprimer, ki bi si ga marsikater band želel. Enostavno s Tončkom sva bila prijatelja in enostavno sem pristal na to. Bom rekel, da kar, bom rekel, tisto umetniško življenje je ratalo od jutra do večera, to mi je bilo kar kakšnih par mesecev, naprimer, ampak drugačni termini pa drugačni čase so bili v tistem času, tako da lahko smo zložili ploščo, kot je Slava Vojvodine Kranjske. Zdaj gremo bolj vse skupaj na drugačne zadeve. Ne? Ja, ampak ti takrat dejansko nisi dolgo ostal s pop dizajni skupaj. V bistvu ne, zaradi tega, ker sem jaz pa Tone Košmerl je dejansko dosti cajta veljal kot šefa skupine, nekako nisva dobila skupnih besed o stilu muzike, kako, zakaj. Zaradi tega sem tudi potem nekako začel solistično kariero, kar bom rekel tudi dokaj uspešno v 10 letih, v bistvu kasneje ali pa v celih 10 letih, naprimer kasneje. Band Pop Design je pa tudi nekako pripeljal dejansko v bistvu meni podobnega pevca in mislim, da so kar delali 4-5 let zelo dobro. Potem je bil pa en velik, bom rekel, minus vsega tega, tako da po ne vem kolikih letih, naprimer takrat, kadar sem že spet dobil povabilo, nekako 2 leti nisem nameraval niti se vrniti nazaj. Nekako sem se, bom rekel, v življenju spomnil, da sem govoril cel cajt, nikoli več se ne bom vrnil v band, ki dejansko v bistvu sem že bil v njem in na koncu pa sem to naredil pred 10 leti, od danes pa 10 let nazaj in bom rekel, ni mi žal dan danes. Poslušaj, zdaj Pop Design 2018, vi ste nanizali zdaj enih par singlov, 4-5 komadov, mislim, da enega, tega zadnjega so zdaj ravno slišali, Norcu podoben. Norcu podoben, ja. Norcu podoben. podoben. Fenomenalni. Noro, ampak glede na to, da je vse skup temu podobno tudi delo Oprosti, in garanje. Si pričakoval to? Zdaj, glede na to, da nas gleda ogromno ljudi, bom rekel, da ne bojo mislili, da sem jaz zelo čuden. Nekako smo gradili vse te single, reci, da si moja, nisem ti verjel, danes jih bomo slišali še več, kot je ta Norcu podoben, ampak nekako vse temu je botrovalo, da mi smo, to ni dejansko v bistvu garanje samo v enem mesecu, 2 mesecih, ampak glede na to, da smo tukaj trije, moje ime, Matjaž Vlašič in pa Martin Štibernik, smo kar to zlagali, pa nekako premišljevali, kako drugačen čas je, bodimo pravilni v tem času, bodimo moderni, bodimo vse skup. Naprimer, glede na to, da smo imeli vse skup dobre, naštimane stopnice, kako prijeti do tega, ampak enostavno nikoli ne veš. Včasih se je, bom rekel, hit, kot je bila v tistem mojem času, ali Laura, ali potem, naprimer, še ena priredba na nebo. To je v trenutku ratalo, to je bilo v enem tednu, je bilo to nekaj neverjetnega. V današnjem času je pa tisti samo reklama, veliko podaljšana in šele potem vidiš po kakšnem mesecu, 2 mesecih, naprimer, kaj se dogaja. Ampak jaz še zdaj ne morem, nisem tak človek, da bi pohvalil zelo vse skup to, kar se dogaja za Norcu podoben, ampak mislim, da smo dobesedno zadeli s puščico direktno v sredino. Bull's eye, kot se lepo reče. Tako. 2 komada nas še čakata danes. Tako.
In se, katera dva? Nisem ti verjel in pa pred zadnji vzela si moje srce, prav tako bom rekel, jaz enkrat te moram povabiti, naprimer na naše špile, da dobesedno vidiš, kako to zgleda. Mi imamo ogromno publike, kateri bi se tudi danes zahvalil, bom rekel, ki so stari veliko po 20 let in nam oni dajo neki, bom rekel, novo energijo vsega tega, za kar dobesedno živi tudi pop dizajn. Ker ogromno dela, ki smo ga vložili noter, bi bilo zelo tragično, da se potem to ne bi nekako poznalo tudi pri publike, ampak nažalost moram tudi to povedati, da imamo neverjetno količino publike, bilo kje se pojavimo. Nismo še tisto, da bi lahko piko na i naredili, ampak vsekakor se trudimo 300 km/h. Ok, važi, Miran, do benda bo treba stopiti pa malo zvati, če ta dva komada, ali pa tudi ne. Evo, hvala za obisk, pa hvala, da ste prišli vsi skupaj. Čakamo še na dva komada, da jih odšpilate prav. Enako tudi tebe in na povabilo, ne? Ajmo. Hvala ti. Ladies and gents, gospodje, Miran Rudan je bil tole, mi gremo naprej in sicer z našimi osrednjimi gosti. To so Damjano Roj, Jure Lukman, Miha Lesjak in Boris Verdnik. Spoštovanje, Jure, Boris, evo ga, še en fuzbaler naš in jasno, zvezda s klobukom, Damjano. Fantje, kako ste vsi skupaj danes zvečer, vse štima? Odlično. Ste trenirali fuzbal? Ja. Damjano, najprej ti, da slišim. Ja, v sanjah sem. Torej nisi? V sanjah sem, nisem. Nisi imel časa? Nisem imel časa. Obiskate eno biljardnico? Ne, res nisem. Dobro. Jaz sem samo malo grev v zapestje. Kaj si grev? Takle, sem malo... Gospod Lesjak, treba paziti na zapestje. Po noč, ko nismo kaj zadelati, pa malo zapestje razmigamo. Zdaj pazi, ker v bendu te rabijo, to veš, ne? Ja, res je. To ste zdaj skupaj najhujši fuzbaleri, ki jih premore ta oddaja. Gledajte, se bo se dobro odrezali. Boris? Tudi sam nisem imel časa trenirati, bomo videli. Če samo službo hodite, ali kaj delate? Ženskami ven hodite? Ja. Zdaj ste vsi tiho. Jure, daj še ti povej. Nisem, ni bilo časa trenirati, bomo videli. Športna sreča. Ok, to meni spominja na tisto, ko človek reče, ne, recimo, spomnite se šole, pa reče, da kdo se je učil, ne, pa noben se ni učil, noben ni vedel, noben ni znal, ne, nič se nisem, ne, 3 dni nisem pogledal zvezek ali pa učbenik, pa si 5 pišejo, na koncu vse to vemo. Dajmo se mi ustaviti pri vijoličnem kotičku. Ekola, treba bo zdaj počasi kocko vreč, zato da bomo zbrali 2 para, prosim, za našo standardno kocko. Jaz se bom rinil tukaj med 2 in 2, da bom lepo na sredini. Zdaj, pravila je zelo enostavna. Ja? Treba je kocko vreč, da vidimo, katere cifre bodo. Tista 2, ki vržeta najmanjšo številko, igrata skupaj, tista 2, ki vržeta najvišjo številko, igrata skupaj. Enostavno. Tista 2, ki bosta vrgla najmanjšo, gresta sest, tista 2 z najvišjo, gresta najprej špilati. Prav? Pošteno? Vse razumeli? Ok. Prosim. Zdaj, če vržete z odra, še enkrat, mečete Damjano kot prvi. In številka 4. Miha, kaj misliš, kaj bo z tega? Bomo videli. Bi stavil na veliko ali eno malo številko? V bistvu je trenutno vseeno. Dajva proba, daj vrši, vidimo, kaj bo z tega. In številka 5. Metenje kocke vam gre dobro od rok. Boris? Bomo videli. Majhna ali velika številka? Kaj izgleda? Vseeno. Dajva poskusiti. Mečemo kocke, kocko, dejansko je številka 2. Boris, ti si že v verjetno drugem paru. Zdaj, ko zgleda, bosta Miha pa Damjano v enem, Jure pa Boris v drugem. Dajva vreč. Kak je občutek? Ja, zelo sem na trnih. Kaj bi raje, eno visoko, eno šestko? Daj mi to povej, katero številko bi naraje? Mogoče, ne vem, težko bi rekel, no.
neko pogledam konkurenco. To mislim, ja, glede Ja. na konkurenco. Vse Ne vem. si videl igrati, vse si videl, kako špilajo. Ja, nisem še urnik videl, ne, ampak Vrži, da vidimo, kaj bo. In številka 4 zdaj. Damjan, ti si vrgal štirko, zdaj vidim, morate še enkrat metati, ker ti si vrgal petko, če jaz kaj vem. Ne? Damjano, izvoli. Opa, pa je šla med občinstvo. Prosim, gospa. Torej, ošlo. Najlepša hvala, evo. Gospa, ste v redu? Ja. Ok, važi. Damjano, Bolj nežno. ja, ne preveč močno. Moč paraj za enka. Prva enka danes. Jure, izvoliš. Za vsak slučaj še ti. Moč bo treba šparati in petka. To. Prvi par, torej Jure, Miha, to je to, naslednji par, Boris in Damjano. Boste videla malo sedla, zdaj še, prosim, si spočila ta čas, pa skoncentrirala, Miha, Jure, mi gremo pa špilati fuzbal zdaj, prav? To, dajte zbrati, strani sta zbrala, to je dobro. Kakšna ekipa še je posebna? Nič takega, ne? Jaz ustrajam pri prejšnji, pri Barceloni, ne. Kaj si ti Barcelona? Ja, rdeči igralci, ne. Dobro, tudi prav. Modri, kaj so Chelsea, recimo, da? Kaj bomo? Jure, povej mi. ja, ne vem, pač, ker sem moder. Ker si moder. Dobro, Chelsea, Barca. Evo ga. Seveda pripravljena, kot se spodobi, nihče ni treniral, to sta že povedala, občutki, kaj zdaj bomo zmagali, bomo izgubili. Bomo videli. Mislim, da zelo težek nasprotnik. To je itak, pa take skrivnosti malo ne pove nič po pravici, recimo, pa kaj vprašaš. Ne, to sem se zdaj že naučil od njega. Taktika, seveda, valjda. V glavnem, tisti, ki bo zmagal, gre v finale, danes tisti, ki izgubi, gre kaj nekaj drugega početi. 3, 4, pazec. In zdaj, tekma se začenja. Prvi polfinalni špil danes. Evo pa sti njega. Kaj pa taktika? Miha, Jure, Barca, Chelsea. Zmagovalec, kot sem že rekel, gre v finale, poraženec gre početi nekaj zelo prijetnega za dušo, pa za ročne spretnosti. Zdaj, če tu ne boste pokazali, pa pač tam in 1-0. Barcelona, najlepša hvala. Zdaj si skoncentrirana, sta fejst, na fejsta zagrižena oba. Napeta. Nič ne komentirata vmes. Opa. In 2-0. Je kar težek nasprotnik, Ja, zdaj me je- Zdaj sem vedel, kaj bo. Psihično. Psihično me je uničil. Ja. A se še ni konec. Miha, kaj si kaj igram? Ne, okej. Pa šolo si naredil ti srednjo. In... Sorry za smeh, 3-0. Evo, zdaj ti greš naprej še ene zadeve pod 6, ti greš pa v veliki finale. Dajte prosim zamenjati mesti na sedežni. Miha in Jure, izvolite sesti za trenutek. Prosim. Damjano in Boris. Drugi polfinalni par. Vso srečo. Na eni strani ne morata biti oba, to že vesta. Boris, vso srečo tudi tebi. Veliko sreče. Občutki je kaj boljše zdaj? Kaj, kak sta? Povejte mi. Ko ste se malo aklimatizirali, pa ko ste pri fuzbalu, pa to. Kak je feeling? Super, v redu je. Klasična pravila, to veste, 5 žogec, 3 goli določajo zmagovalca in to je to, zato bom jaz kar 3 žogice vzel, da ne motim pol. Egola, vmes lahko kaj povesta, boste zbrala kako ekipo svojo še, za vsak slučaj. Ne bom. Jeste skregana kaj? Ne, nič. Dobro, ok, mislite se, da se nista tam slučajno na sedežni zdaj vmes Ne, prepirali ali kaj takega, kdo bo dejansko v športnem duhu smo. Ok, pobodete to v športnem duhu, Komentatorja. lagano odšpilati. Sta ready, sta pripravljena? Ja, ok. Dajmo začeti. Oba. Nekaj sreče za Borisa.
katerega znanje fuzbala je podobno mojemu. Ni da je to željuka, da se razumemo, ampak jaz si bil za naklop, evo za B igralca recimo, mimo grede. Nežno, Romano, 1-0. Počasno umirjena, Romano, Damjano Roj, ste za Romano to imenoval, kar? Damjano Roj, Romano, le bil Romano. Ja, med Ronaldo tam, ne? Med Ronaldo in Romano. Prav, 2-0, evo še ena žogica. Boris, bo kak gol padel časni? Bomo videli. Dajva provat. Dolg strel čez igrišče. Damjano, Romano, evo ga, 2-0, taktizira iz bližine, tik pred kazenskim prostorom. Boris ima nekaj težav z izbijanjem žogice, ampak počasno se baje daleč pride. Mogoče celo pri ročnem fuzbalu. Damjano nastavlja, bo, čo? Ne, gre, trik. To še mislim, da bi to žogico nazaj obrnil, da bi jo nazaj udaril. Ampak vse čestitke. 3-0, Damjano, Romano, Roj. Dobro, bravo, fanta, zdaj ti greš v finale, Boris, tebe čaka pa ena fina igra. Zdaj boš videl, kak so ročne spretnosti, rudarske. Ne bo super, ena super zadeva te čaka. Samuel Lukas, kot veste, je nocoj z nami, evo še en komad. Kot nekdaj, to je to, kar nas čaka, dajmo prisluhniti. Ni več kot bilo je prej in pogled je tvoj ran kot ni bil dostaj. To boli. Stare slike so vse, kar naju ostalo je. Bleč spomin na dni, ko je v nama bil še sjaj, nekdaj. Ti si prva in edina, moja prva bolečina, in brez tebe je težko začeti nov dan. O, moja edina, pomeniš mi vse, a pretrgala si niti na in ne edina. In brez tebe je težko začeti nov dan. O, moja edina, pomeniš mi vse, a pretrgala si niti na in ne edina. Ko odrivaš me od sebe stran, živim nazaj, ne vem kako naprej. Ti si prva in edina, moja prva bolečina, in brez tebe je
kot nekdaj. Mega finale v vijoličnem kotičku, vseh oddaj skupaj, 4 najboljši jezdeci apokalipse so skupaj, ne, niso skupaj, pomerili so se med sabo in zdaj smo polfinale dali skozi, kar čaka nas vse skupaj je finale. Damjano Roj in Miha Lesjak iz ansambla Vikend, mimogrede. Kako je v ansamblu? Odlično. Kaj počnete? Nisem te nič vprašal še. Pripravljamo se na koncert 20. Okay. aprila. Okay. To, in to je to. Glavno je to. Dobro, Damjano, ti kje nastopaš, kje poviš? Jaz sem tako redno nastopam, trenutno sem v Rogaški Slatini, sem da videti vsak vikend, tako da vabljeni. Pridi tja pogledati Damjana, ki poje. Ja. Kot kaj? Kaj lahko dava za primerjavo? Kot poje, kot kaj? Kot Slavček ne morava reči, to ne gre skupaj. Kot kaj? Odvisno od pesmi, tako da se potrudim uživeti tudi v vlogo. Oziroma trubadur, ti poješ kot trubadur. Imam tudi plesne stvari, tudi, ni samo pop opero. Ok, dobro. Pripravljena sta, veliki finale, Miha suvereno. Ja, pride migat. Ča. Ok. Najlažje, kar znamo, pač se še spomnimo njih korakov. Si? Right? Ok, evo, finale. Absolutni, kot veste, šprudlat ne velja, 5 žogic je v igri. Zdaj pa da vidimo, kdo bo boljši v tem velikem finalu. Zmagovalec odnese absolutno nagrado. Pripravijo se igralce, ostali 3 dobite tolažilne, ki so super lepe, mimogrede, to že lahko povem. In, Damjano, pazi na golmana. Poleg tega, ta poraženca, ki čakata, pa se vidite zdaj, razmišljata, kaj ju čaka, ena luštna igra. Miha Lesjak, 1-0. Čau. Druga. To je tisto, ko šole ne končaš v roku, ne? Si ti šolo naredil sploh? Ja, komaj. Komaj. Po kafiči. Ampak se je le splačalo, ne? Boljše šolo pustiti pa biti prvi. Ja, vdaj. Si vedel, da bi enkrat prišlo nekaj takega na življenjsko pot. Ogorčena borba, rezultat še vedno 1-0. Za Miho Lesjaka, Damjano se brani in skoraj da v lepem napadu. Ti imaš še podaje, take romantične bolj. Niso neke vsiljive pa agresivne. To z leti pridobiš to, veš? Ja, pri 25, ja. Se verjamem. Miha, kje si ti preigral? Na tej strani ali na oni strani? Na oni. Aha, ok, se mi zdelo, da si bil rdeče barve. Kateri ti bolj poslušajo? Ti modri ali rdeči? Rdeči, po mojem. Ali boljši so, ne? Ampak super tekma za finale vijoličnega kotička. Pa tu še nekaj treba reči, da vsi ti zmagovalci finalov v vijoličnem kotičku greste pol v super finale naprej. 1-1. Lep strel. Čez celo igrišče. Ja. Nisem mislil, da bo to zadev. Res ne. Evo, druga žogica. In tekma, borba gre naprej. Na 3 gole igramo, to veste. Pošlo? Pihni. Pihni imaš. Vratnica. Damjano Roj. V lepem domišljenem napadu, evo igralci pripravljeni na šus. Opa. Tja, pa je šla. Pustimo jo pri miru. Je še kakšna žogica? Ja. Še treba jih enih par spustiti. Rezultat 1-1. Izvolite, 3. žogica. Evo, všeč so mi take tekme, kar trajajo. Ja. To je dobro. 5. tekma. Dobro za filmik. Sta prava 2 prišla v finale. Miha se spet pripravlja, vse igralce. Damjano, ti si nikoli ne obračaš okoli, ne? A kaj?
Zdaj mi ne znese. Nikoli jih ne prepariraš, tako si naštima. To je tako roštilj skor, ne, si jih obrne. Počasi 1 proti 1. Kaj Damjana bo? Evo, še en strelj čez igrišče očitno. Po celi dolžini. Kaj prej bila tisto sreča ali si dejansko ciljal to? Ne, sem ciljal. Res? Ok. Respekt. Ne gre. Ova! Strel blizu, malenkost neposrečen, obramba dela svoje, Miha je vrhunski v vseh pozicijah, očitno. Opa, šprudlat ne velja, ne pozabi tega. Golman na delu. Parada. Ala Handanović. Fante, 1-1. Igra postaja rahlo nervozna. Napeta. Predvsej še vidi, da že marsikaj zgrešita tudi, ne? Vsak strelj tudi ne gre več. Več mirne. Evo, roštilj še enkrat. Miha Lesjak v prodornem napadu iz zadnje linije svojega 16-terca. To se ne dela drugače. Ova! To je padlo, ampak najprej ni. To je zdelo, da se bo obdržala nekaj. Ja, malo manj. Dolgo smo igrali tole žogo. 2 proti 1. Zdaj izenačenje ali zmaga? Kako imate občutek? Ne, ok, dajmo videti. Evo, Nikoli se ne ve, Bomo še naprej, ne? žogica številka 4. Žoga je okrogla, ne? Ok, no comment. Dajmo zdaj uživati še naprej. Poslastica za oči. Miha Lesjak, ki je zdaj zamenjal barve Barcelone, ali pa Barcelona dres, nekaj se je zgodilo vmes, ne? Vrti se, vrti. Kaj to je dobro ali slabo? Slabo. Evo, špica napada, malo smo že nervozni, ne bo, in nič od tega. Fintir na koncu bo zgodil žogica, to veš, ne? Jep, skoraj. Vratnica na drugi strani igrišča. Damjano v ofenzivi. Miha napada čez igrišče. Zdaj si bo pol porihtala fuzbal doma, ker zdaj se mi zdi, da sta malo na žomah prišla pri vsem skupaj, no? Tri proti 1. Čestitke za igro, Miha Lesjak, vrhunski šampion. Ti greš še naprej potem v naslednje super kolo. Ja? Ja, ki bo tam pred začetkom poletja po vsej verjetnosti. Tako da, evo, še enega šampiona imamo. Tisto pa res strašen fajt. Tebe ne čaka nič več, nobeno presenečenje, zgolj ena fina nagrada, super si se odrezal. Mi, gospe in gospode, se bomo malenkost ustavili, malenkost oddahnili, kaj spili, vi greste lahko ta čas kaj vzeti v hladilnik. Paziti, kaj točno, kratek break, pol pa gremo naprej. Pokaži spretnost osrednja igra v naših večernih oddajah. Tisti osrednji event, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Z mano vred seveda dva poraženca vijoličnega kotička, Jure Lukman, Boris Vernik, bosta nocoj šivala gumbe. Jej, sta že počela to kdaj? Še ne. Je zdaj tak vesoljska tehnika ni, ne? To je treba povedati. Sprve, ti si, Jure, koliko si ti star? 25. Zdaj to bo primerno zate, da boš dejansko začel kak gumb. Ja, v bistvu do zdaj je to zmerjal mama ali stara mama. Jaz se še nisem s tem, tako da bom videl. Ja, ta naša oddaja postaja malo didaktična. Zdaj ena potka od mene, ne vem, če ti sploh lahko dam šivanko, je treba vzeti, evo tu je kup šivank, cvirn, po domače sukanice tam, moraš ga napeljati skozi šivanke na uho, kar pomeni, da moraš imeti zelo, fin prijem, pa dobro oko, pa mirne prste. Zavozlat, da nit drži na šivanki, pol pa zbrati en gumb in ga tukaj, evo skozi blago, križci so narisani, zbereš enega po svoji želji, gumb si zbereš sam, gled takega, da bo pač ne bo preveč dela z njim, pa da ga bo čim lažje zašiti in ga prišiješ, ampak moraš ga toliko prišiti, da se ga ne da utrgati. Ja, jaz potem to poskusim, gre, ne bom na silo vlekel, valjda, ampak vsaj stat mora tako, kot mora biti. Časa imaš 3 minute za vse skupaj.
Ja, zdaj, če enega zašiješ, recimo 3 minute, je že to tudi pohvalno, no? Ja. Ti v eno diplomo sestavili, pol eno priznanje dobiš. Če mi bo ratal, bom res ponosen sam nase. No. Ja, jaz bi bil v vsakem primeru. No? Boris, ti si kdaj počel že to? Počel nisem, gledal sem pa staro mamo oziroma babico to 5-6 let, kako je to šivala, tako da teoretično sem dobro podkovan. Babica vas je verjetno preklela, ne? Zdaj, ko imate na sebi 26 gumbov. Ja, verjetno tudi to, mislil sem to, da sam zašil, ampak se bo kar zamislila, ko bo videla, kako bo meni to šlo. Boš pozneje pokazal, kako bo šlo. Evo, Jure Lukman je prvi, ki bo to poskusil, ki bo pokazal svojo spretnost. 3 minute časa. Jure, si pripravljen? Lahko gremo? Recimo. Ja, s kislim nasmeškom. Ok, 3, 4, zdaj. 3 minute časa, šivanko je treba vzeti. Zdaj, pa ti si sam že to tudi šival, pa si kdaj poskusil? Ne, še ne. Niti malo? Ne. Niti še nisi niti napeljal skozi šivanko? Dobro, neka malenkost je bila. Zdaj, čim večjo vzame, če so kakve različne, čim večjo pa pohiti, ker čas se Te so odšteva. kar zelo podobne, ne? Ded, če bom hitel, Če manj so verjetno vse imam enake. občutek, da bo še slabi. Šivilski šivalni kotiček. Nocoj z vami Jure Lukman. Kako se zašije gumb? ABC šivanja. Čas teče, Boris se čudi. Evo, fanta, danes se boste nekaj naučila. Ne? Če sta že šolo špricala zaradi fuzbala, doma boste lahko gumbe šimbala. Šivala. Pa še šiva kdo sploh gumbe? 2 minuti je še časa. Jure, en vozl boš uspel narediti v tem cajcu? Ja, kaj veliko več. Mi zaenkrat Koliko rabiš časa? kaže. Se trudim. Ko bo konc časa, ti bomo še dali te za zraven pol. Gumbe pa blago pa vse skupaj. Nikoli ne veš, ne? Malo visok sem naredil vozil. Ne vem, bi še enega. Ja, da ti kar šivaj. Časa tak ni več dosti. Zdaj ne bomo ocenjevali za umetniški vtis. Bo šlo? Boris, Pa kak je še tvoj malo občutek? višji. Super mu gre. Jaz bi tudi rekel, ja. Gumb je treba zbrati. Zdaj ti je žal, da nisi zmagal na fuzbalu, ne? Mislim, da je kar obema. Ja. Ja, Evo pa da vidimo, če bo to jaz šlo. sem športna nesreča, ne. Blago, pazi, ne boš 2 naenkrat vzel. Tako da, ja. Boris, zdaj, če boš ti danes gumb zašil v redu, pomeni, da boš lahko svoje gumbe vse 26 šival sam. Zakaj jih je 26? Eni tega ne vejo. 28. 28, jaz mislim, da jih je 26 na 28. uniformi. 28. Rudarja, knapa. Ja, tako je. Tvojih imamo na spominu Sveto Barbaro, ki je naša zaveznica. 28 let stara je umrla in zato ima tudi naša uniforma 28. To je kar tragična zgodba, ne, z Barbaro. To je po izročilu kar brutalna zadeva. Ja, zgodba je zelo žalostna. Živela je v 3. stoletju v Mali Aziji, v Nikomediji. Njena zgodba je tragična zaradi tega, ker je spremenila vero. Bila je hči poganskega kralja, potem se je pa preoblikovala v rimsko-katoliško vero, kar pa očetu tudi ni bilo všeč. Bila je zelo čedna. Evo, počasi se izteka. Mi da se zdaj že pri zgodovini čisto. Tako, čisto se kar pri zašla zgodovini. po malem. Jure gre. Odlično. Zdaj počasi, evo ga, tu je pisk. Fertik, šlo. Lahko to dokončam? Skupaj bo ne. Jure, končali smo zdaj, gumb si kaj prišil, ali ga nisi prišil, da vidim. Ja, v bistvu, Da vidi, če s te strani, Majster krojač. recimo, če s te strani dobro primem, ne bo ne šel moramo dol, trgati, ne. kaj, no? Ja, Da pogledati. Aha, zdaj, če ga face držim, sam ga moram res fejst, ne. ja, res face, ker očitno zna biti, da bo padel. Zdaj, tudi če bi še enkrat šel skozi, kaj ti damo, pol točke, recimo, za to. Pošteno? Ja, pol točke, mislim, da bi bilo, ja. Pošteno ali ni pošteno. Evo, daj še malo poskusi, mi se bomo ta čas, eno, ne malo pauza, ampak tebi pustim ta gumb zraven, pa Boris naj gleda, kako boš vse skupaj šival. Zdaj, gospodje, nekaj treba povedati, zdaj je zelo težka, če gumba nikoli niste šivali, pol se vam verjetno zdi precej smešno, kaj fanta počneta, meni bi se tudi zdelo smešno, ampak dejansko
se še spomnim, kako bi naj to šlo iz mladosti. Zdaj tisti, ki smo feromoto generacija, to recimo, da vse približno vemo, ta mlajši ne vejo. In če imate stare mame ali pa mame doma še kaj gumbe, pa še same kaj zašijete, dajte to enkrat zafinto tam malim. Dajte jim podvaliti to. Namesto GSM-a, namesto računalnika, gumb, šivanko in nit, pa kar rabi seveda poleg vsega skupaj. Če vas ne bo kam poslal, ste že zmagali. Ok, čist iskreno. Evo, prej sem povedal, da nas čakata še 2 skladbi, 2 komada legendarne slovenske skupine, ki je nocoj naša gostja, to je Pop Design, tisti band, ki je za Slovenijo pa za muziko, pop muziko naredil precej ali pa še več, kot si sploh recimo mislimo. Nisem ti verjel, s tem gremo naprej. To, kar govorim, je čisto res. Bil je dan primiren za potres. Nekaj jeznega pred mano stoji. Slišim, vidim, da to si ti. Nisem ti verjel, ko rekla si, da je konec zate me več ni. Jaz pa tiho sem poslušal vse, ko da vse eno mi je. O ne. Nisem ti verjel, zakaj bi ti. Nisem ti verjel, a moral bi. Bil je še čas, da ustavim te, da srcu ne zlomiš, kar mu drago je. Nisem ti verjel, zakaj bi ti. Nisem te objel, a moral bi. Bil je še čas, da ustavim te. Vam pa zdaj lažem, da vse eno mi je. Nisem ti verjel. To, kar govorim, je čisto res. Kot da v sebi čutil bi potres. Jaz pa tiho sem poslušal vse, kot da vse eno mi je. O ne. Nisem ti verjel, zakaj bi ti. Nisem ti verjel, a moral bi. Bil je še čas, da ustavim te, da srcu ne zlomiš, kar mu drago je. Nisem ti verjel, zakaj bi ti. Nisem te objel, a moral bi. Bil je še čas, da ustavim te. Vam pa zdaj lažem, da vse eno mi je. Nisem ti verjel. Nisem ti verjel. Nisem ti verjel. Nisem ti verjel, zakaj bi ti. Nisem te objel, a moral bi. Bil je še čas, da ustavim te. Vam pa zdaj lažem, da vse eno mi je. Nisem ti verjel. Pokaži spretnost, part 2, evo drugi del, Boris Vernik je v nizkem štartu. Čeprav precej ponesrečeno sedi, ne, tak z enim kislim nasmeškom. Ja, projekt je bil malo čudno zasnovan. Vsak 5 gumbov ali skupaj 5. To je Je vsak 5? vsak 5, a ne? Ja.
Zdaj, njemu je uspel, ja, enega pa še to na pol točke ima, zdaj ti dajo se enega za ši, pa si zmagal. Čeprav četrt točke, se da četrt točke dobiti, ne. Ja, zdaj, če ima gumb 4 lukne, pa če eno zašiješ. Ja, da pride ven, je to. Gumb prišiješ, ne, to vedno zamenjavamo. Ok, sem Ida pripravljena, Boris bo, evo, sukanic je tam, igle so pred tabo, gumbi so tudi, enega si moraš nagledati, zbrati in to je to. Jure, kakšen napotek še? Prijateljski, friendly? Pač rade volje, če bi vedel, ne? Če bi imel kakšno podlago. Razumem. Ok, Boris, pripravljen? 3, 2, 1, gremo! Yes, 3 minutke časa. In nocoj z vami Boris Vernik v Šiviljskem kotičku. Poglejmo, kaj delajo knapovski prsti. Ampak zdaj za tebe verjetno malo težje, ne? Zdaj orodje, ki ga ti uporabljaš, je kaj, kramp? Ja, kaj imate? Kar dosti bolj grobo, ni tako nežno kot tole, tako da... Mi smo še vedno v tistih romantičnih predstavah o rudarjih, ne? Se veš, ko vagone premoga nakopajo, pa ga pošiljamo v Bratske republike. Ampak čisto res, kaj imate za ena orodja tam, v rudniku? Ne, me zdaj motiti. Moraš se skoncentrirati? Ne, to je kar... Ok, dobro. Samo malo, da tole dodanem. Bo šlo? Ker zdaj bo to kar umetnost, ne? Nekdo recimo z bolj takimi pisarniškimi, ne, za pisalo držati bi mogoče bil boljši v tem. Ampak, jaz se delam te stvari, vidva sta na potezi kot poraženca vijoličnega kotička. A dobro sta odrezala vseeno v fuzbalu, super je bilo. Ja, jaz se pravim. Kaj malo več sreče bi ramo, ne? Nisem imel športen dan, ne, recimo. Poslušaj, kaj se ti zdi recimo najtežje pri tem šivanju gumbov? Vozel se je naredil, Boris sportski izbira gumb, zbral si pa tudi najmanjšega, ne? Ja, pri takšnem bi treba začeti. Boris. Vozel si v redu naredil, gospodič Lukman je imel pripombe na vozel, da mu ni uspelo narediti. Ja. Res to ja, ne? Malo sem ga bolj tam, ne kot je, vse bi. Enih 10 minut, če bi še imel, bi mogoče bil. Okay. Da, recimo, da si to zraven, gumb dobiš zraven, ni dobiš zraven, evo, pol ti bomo dali še za podaj, da če mu odneseš domov, da poskusiš vse skupaj. Šiviljski kotiček Borisa Vernika. Kaj si pa zdaj naredil? Zdaj boš drug gumb vzel. Da se hecaš. Ne bo že treba. Ne pri tem ostane. Ali si ga zašil že. Pol minute še imaš časa. Zdaj mora biti vsaj toliko gor, da ga jaz ne morem odnesti. Moram poskusiti, če drži potem na koncu. Ja, fantu gre, ne vseeno. Čeprav, ne, rudarske roke. Je okorne za to, da... Je se verjetno res kar težko držati, ne? Zdaj ti si vajen bolj grobih stvari. Ja, predvsem bolj grobih. Težjih in grobih. Nič kaj ti ne zavidam, ampak zadevo obvladaš. Gumb številka 2, resno? Poskusimo. Boris hrabro šiva naprej v Šiviljskem kotičku. Čist malo še. Takole, fertig, šlus. A to si lepo naredil. Evo, drugega si začel. Prvi prišit v nulo. Super prišit, tako da 1 točka zate, pol točke še vedno ostajate zate. Boris, vse čestitke. Dajte si malo pogledati zdaj, kako ste to zašila, prišila. Jure, izvoli si ogledati tole zadevico, pa dajte malo predebatirati, kako in kaj je prav. Je šlo, poskusi gumb, super stoji. Točno tako, kot mora stati. Gospe in gospodje, to je bil nocojšnji Šiviljski kotiček, pokaži spretnost v nocojšnji oddaji. Zdaj, če ste recimo katero od preteklih oddaj zamudili, to je treba povedati, dajte si zabeležiti, dajte zapisati www.rts24.si. Tam najete vse oddaje pretekle, ki ste jih zamudili in obstaja tudi en zavihek na tisti strani, ki se mu reče videoteka, tam boste našli vse, kar je treba najti. Tudi vse ostale oddaje, ne oddaje, ampak te rubrike, pokaži spretnost, to, kar smo zdaj počeli, ne, kako smo z bagerjem pokali balone,
kako smo se šli biatlon po olimpijski, kako smo jedli kremšnite zavezanih oči in vse ostalo, kar seveda sodi zraven. www.rts24.si. Dajmo se mi pri še eni skladbi ustaviti. Nocojšnji gost glasbeni je, poleg pop dizajna, tudi Samuel Lukas. Še en njegov komad sledi za lepši večer. Tu vid. Čakam neki dan, čaka da jo najde, pesem stara, polna hrepenenja in ljubezni, ona jo. Sramežljiva srečanja v mestu, prvi poljubi pod starim dežnikom, poletna nevihta skrita med rjuhe, je pesem o naju. In pojem, kot da žene me vihar, igram in sanjam, da sva par nad gosti mrak, ki me duši, kot ni leti. Zrak igram, da bil bile zate junak, čez morja in oceane, le zate. Sramežljiva srečanja v mestu, prvi poljubi pod starim dežnikom, poletna nevihta skrita med rjuhe, pesem o naju. In pojem, kot da žene me vihar, igram in sanjam, da sva par nad gosti mrak, ki me duši, kot mi leti. Most zrak in igram, da bil bile zate junak, čez morja in oceane, le zate. Zagrmi morje in nebo se odpre, hladen blisk razbija mrak, toče mi srce, vem, da blizu si. Zemlja trese se, gori. Samuel Lukas. Izvoli, spoštovanje. Dobro večer. Samuel, kako si? Jaz sem super, hvala lepa. Super komad, super single. Ja? Ti si včasih eno rutko nosil, pa eno kapo. Nosil sem več rutk, pa full kapce. Okay. Kapce sem prvo nosil, torej moj nek zaščitniški znak je bil kapca, ne, tako da v bistvu, kadar je bil Lukas bolj funky, je bil to. Potem pa sem šel na rute, sem šel že malo v pop, zdaj pa v bistvu sem šel na tak mehek pop. Mehiko. Zdaj si se odločil za recimo ako drugo pokrivalo za kasneje, ali že imaš kaj v planu, ali boš tako ostal? Ne, to v bistvu sem že malo prestar za te stvari, ampak nekako ljudje so me spoznali s kapco in je malo bilo težko iti stran od nje, ampak... Dobro, se zdaj pri 30 še človek ni star, ne? 25 imam. Poslušaj, kje te lahko vidijo tisti, ki te želijo videti pa slišati?
Takole, veliko nastopov je še to leto pred mano in veliko koncertov. Največ pa je privat zabav. Tako da v bistvu imam velik band in zelo težko je prodati velik band nekam kak klub, ker v bistvu v klubu se ve, če je kapaciteta velika, potem komot lahko greš na karte, ampak za zdaj nekako delamo bolj privat zabave, ker smo povabljeni pač in snemam novo plato, december bo itak poln, kar se tiče nastopov na odprtem, tako da bom sproti obveščal ljudi prek Facebooka. In kakšne spletne strani ali kaj takega še? Imaš kako spletno stran? Ja, v bistvu jaz imam nekako ta page na Facebooku, tako da v bistvu tam veliko ljudje me sprejmajo, tako da v bistvu imam okrog 15,000 ljudi, tako da kar dovolj, nekako reklamo delamo prek radijskih postaj, prek, ko so te večji nastopi. Januarja pa planiram izdati svoj naslednji album z novimi pesmimi, mojimi avtorskimi. To je naslednje leto šele. Pa glej, jaz nekako živim za naprej. Ker tu ostati bomo mi do januarja, ko se vrneš naslednjič, ko boš spet gost. Dajmo si mi pri nagradni igri ustaviti, dajmo skočiti v sedlo z RTS. Če zadevo poznate, v sedlo z RTS, ukolikor ste gledali pretekle oddaje, mi vam poklanjamo uro jahanja in sicer v ložnici pri Žalcu, od tja bo treba iti, v konjeniškem centru Amaj. To je v Žalcu. Takole 5 oseb bo zdaj izžrebanih, oziroma boš izžrebal kar ti, Samuel. Jaz sem za. Ker si že tukaj, pa da Zvezda uporabi svoje kitarske prste. Evo, vsako posebej ne gledati, stran se obrniti. Evo, dobro bom zmešal in prva oseba je... To kar preverim. Kdo je? Pazi to. Dolly Ann. Dolly Ann. Dolly Ann gre jahat. Toni Hec. Gremo naprej. Vse čestitke Dolly Ann, številka 2. Za naslednji srečnik. Ali srečnica za uro jahanja? Ja, Larisa Senčar. Čestitke, Larisa Senčar. Mi smo že pri številki 3, to gre ekspresno vse skupaj. Kdo se bo peljal do Žalca na uro jahanja? Srečko Mihael Polanec. Bravo. Končno še en kavboj. Kavboj Srečko. Končno. Lahko dva. Evo, še ena. Ja, je kar ena. Ana Rojs. Ana Rojs, vse čestitke. Evo, to je številka 4. A damo še enega moškega, ajde vidimo. Ne. Sonja Podrepšek. Ok. 4 cowgirls in en cowboy. Sonja Podrepšek, vse čestitke. Bo vsaj blažen med ženami. Ja, čudovito bo. To je 5 nagrajencev za uro jahanja v konjeniškem centru v Žalcu. Reče se mu Amaj. Si ti že jahal kdaj? Ne, ampak sem bil velikokrat v Lipici in gledal konje in nekako imam ta strah do njih, moram še, ker konj to začuti, ne. Ti moraš biti zraven njega, moraš biti sproščen, ampak jaz ni šans, ne, tako nekako imam jih ful rad, ampak jim še ne zaupam. Ok, Samuel, v Lipici se ustaviti naslednjič ali pa čez vikend, to je to, hvala ti, da si bil tukaj z nami, mi pa gremo naprej z naslednjo nagradno igro. Zdaj čas je za našo novo nagradno igro, da vam predstavim, kaj vas čaka, če ste padli skozi pri vseh prejšnjih nagradnih igrah, sploh pri tej naši zadnji, to je bila ura jahanja v konjeniškem centru Amaj v Žalcu. Pol vas zdaj čaka nekaj čist novega in sicer gremo po adrenalin z RTS, kar pomeni, da gremo na zipline. No, da gremo v Bovec, se spustiti, iskati adrenalin. Zdaj, če ste recimo, ne smem reči srčni bolnik, ampak če imate kakšne težave, recimo, da je preveč adrenalina, prevelik šus, znal biti poguben za vas, pol se temu raje izognite. Ok, čisto zares. Vseeno, vsi, ki ste malenkost radovedni, dajte se ustaviti na našem Facebook profilu RTS24, tam poklikati, pogledati, všečkati objavo, jo deliti, potegati nekoga, s kom bi šli zraven in to je to, čez 3 tedne žrebamo, takrat bo znano, kdo bo šel na zipline v Bovec po adrenalin, pur, čisti.
RTS 24. No? Ne pozabiti. Zelo simpel. Gospodje, mi smo zdaj skoraj čist pri koncu. Treba je razdeliti nagrade še za, kaj bomo rekli, za 2/3 mesti, za drugo mesto in za prvo mesto. Evo to čim prej narediti, da nam še nekaj časa ostane. Evo, to je za gospoda Lesjaka. Ne. Zdaj sem zamešal. Ja. Miha Lesjak. Ja. Ne, zate tale. Evo, izvoli. Tako. Zdaj pa poveš še, kaj si dobil. Bon, darilni bon, vrednostni bon, Soven, DOO, če sem prav izgovoril. Seveda. Selnica ob Dravi. 250 evrov, evo, to je zato, da te ne bo v nogi zedlo. Ali pa kam drugam, recimo, zdaj zime konec, ampak zima spet hitro pride za vse ostale viteze, šampione, fuzbalerje, pa darilni bon, Sincerus, čokoladnica Olimje, greste si po fino čokolado, lahko z družino, evo Damjano izvoli, Boris in Jurek. Lukman, takole. Ja, Miha, ti že prideš na veliki finale, na super Final Four. No? Mi tudi, super si odšpilal to finale, super je izgledalo, videla so dobro odigrala, pa zašila sta v redu gumbe. Kaj boste zdaj, boste začela šivati malo doma tudi gumbe ali kaj? Nikoli, ne reci nikoli. Ja, lahko bi, ampak čisto res, če recimo zdaj prideš domov, začneš gumbe šivati, to te nekdo po zdravju vpraša, ne? Verjetno. Gumbe šiva. Kaj je bilo? Ok. Fantje, hvala, da ste bili tukaj. Hvala, da ste bili gosti. Mi se še vidimo, vsi ostali upam, da ob kakšni priložnosti. Prav, lepo se imejte, lep vikend. Kar se da lepo pomlad, pa vse, kar sodi zraven. Good, pa uživajte v sladkanju, pa v tem, v čem? V volni? Ja. V ovcah. Kar je tudi nekaj. Recimo neke bone. Super je, super nagrada, jaz bi jo kar imel, moram priznati. Dajmo mi zaključiti še s komadom pop dizajnov, Vzela si moje srce. To je zdaj za konec, gospe in gospodje, do naslednjega petka spet ne pozabiti gledati nas, tu biti na istem mestu, na istem cajtu. Če zamudite, pa veste, kaj treba klikniti. No? Prej sem povedal, zdaj moram ponoviti še enkrat, www.rts24.si, zelo simpel. Mejte se, lep vikend. Sprašujem časih se, zakaj je daljša noč, kot bil je dan, da bi pokazal tebi na svetlem in ne v temi, če res ljubiti te ne znam. Minilo je že nekaj let, me vleče k tebi spet in spet. Po noči me preganja, po dnevi se mi sanja, kot da bi bil to drug planet. Čudno se mi včasih zdi, ko naveličan sem od teh stvari, da luna včasih spomni me na lepo stvar, ki muči me. Verjemi, vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo je na dan, oddalec sem k nam, da pozabila si me. Vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo bo na dan, od mene tja k vam, da solze utopile so me. Minilo je že nekaj let, me vleče k tebi spet in spet. Po noči me preganja, po dnevi se mi sanja, kot da bi bil